Tukaj je subtilna strateška točka. Včasih je zelo slabo biti kar dober v priseljevanju. In ne poskušam se igrati z besedami. Dobesedno mislim, da lahko slabše izvajanje določene vojaške strategije dejansko prinese boljši rezultat zate. In trenutno morda opazujemo posledice povprečnosti v našem svetu, ki je v vojni. Tako Rusija, ki se muči v Ukrajini, kot Združene države, ki niso obračunale z Iranom do konca. Pravično je opisati tako Putina kot Trumpa, da se trenutno lotevata stvari na pol. To je bolj očitno v primeru Združenih držav. Kar se je začelo kot resna zračna vojna, kar je že samo po sebi polovičen ukrep brez prisotnosti vojakov na terenu, se je spremenilo v izvajanje ekonomskega prisiljevanja. Glavni vzvod, ki ga Združene države poskušajo uporabiti, je blokada do in iz iranskih pristanišč, občasno pa dodajo še nekaj kinetičnega delovanja. Medtem pa, in čeprav sem prepričan, da bom našel nekaj Ukrajincev, ki se ne strinjajo s to terminologijo, Rusija še vedno izvaja polovične ukrepe v svoji invaziji. Morda se tako ne zdi, če si na strani, ki vsako noč doživlja bombardiranja, vendar bi Rusija lahko naredila še več. Kljub številnim grožnjam, mi nikjer nobene jedrske bombe. Ni pozivov k mobilizaciji ruskih sil, čeprav je invazijska vojska v zadnjih mesecih izgubila več vojakov, kot jih lahko novači. V redu, to so zanimive točke in bilo bi enostavno pogledati te situacije ter pri tem zaključiti razpravo. Ali pa bi lahko šli korak dlje in začeli teoretizirati, zakaj se države odločajo za polovične ukrepe namesto za popolne ukrepe. Ampak to ni razlog, zakaj ste tukaj. Tukaj ste, da izveste več o nenavadnostih strateških interakcij. In resnično postane nenavadno, ko začnemo razmišljati o tem, kako nasprotnik se odzove, ko pričakuje katerokoli od teh vrst napadov. Torej, danes bomo začeli s preprostim pogledom na izračune stroškov in koristi, ki določajo, katero strategijo bo država na koncu izbrala, če pride do vojne. Nato bomo naredili korak nazaj in preučili, kako poteka pogajanje v kriznih razmerah v takšnih pogojih, pri čemer bomo poudarili, kako spremembe učinkovitosti polovičnih ukrepov vodijo do nekaterih nepričakovanih odzivov nasprotnika. Na koncu bom te ideje povezal z dogajanjem v Ukrajini in Iranu, ter se osredotočil na nekatere dodatne zaplete, ki se lahko pojavijo v teh scenarijih. Toda najprej smo tiho presegli 100 zaporednih dni z video posnetki. Veliko komentarjev me je vprašalo, kako lahko vzdržujem takšen tempo produkcije. No, pomaga dejstvo, da se trenutno po svetu dogaja ogromno nenavadnih in zanimivih stvari. In razkril bi vam še en del svoje skrivnosti, čeprav to sploh ni skrivnost. To je ponovno sponzor današnjega videa, Ground News. Ni boljšega načina za začetek dneva, kot da preverim svoj dnevni povzetek. Zelenski poroča o napredku z ameriškimi odposlanci glede mirovnih pogovorov o miru v Ukrajini. Bomo še videli. Ali pa, ko dan napreduje, preučujemo nekatere zgodbe, ki so skrite v slepi pegi, stvari, ki ne dosežejo enega dela političnega spektra. Ukrajinske rakete Flamingo so zadele rusko tovarno, ki proizvaja ključne komponente za drone. To je več kot 1000 kilogramov tovora. Ampak, zakaj bi za to plačali veliko, če lahko obiščete Ground News ali skenirate QR koda na zaslonu in izkoristite fantastičnih 40% popusta na načrt Advantage, ki vam omogoča dostop do vsega tega in še več. Zato se še enkrat zahvaljujem Ground News za sponzorstvo današnjega videa. Nazaj k strateškemu problemu, ki ga imamo pred seboj. Želimo vedeti, zakaj je lahko škodovanje lastni zmogljivosti na koncu koristno. Na srečo lahko natančno določim, kje naša intuicija odpove. Vsi se lahko strinjamo, da je pričakovani izid vojne ključen dejavnik pri načrtovanju vojne. Moje prepričanje o tem določa, ali naj nadaljujem z bojem ali sprejmem določen niz pogojev za poravnavo. Zato gore obveščevalnih organizacij porabijo še večje gore denarja, da bi dobile dobre ocene o tem, kakšen bo ta izid. Za nas je enostavno, da to preprosto označimo na zemljevidu države in rečemo: glej, tam je. Še lažje je to naključno vrisati na zemljevid države, ne glede na to, ali je to natančno, kadar poskušamo razumeti, kako poteka pogajanje, glede na to, kar oni dejansko mislijo. Toda ti resnični ljudje morajo to res ugotoviti po svojih najboljših močeh. In to pomeni, da morajo premisliti različne kompromise. Nobena država v zgodovini človeštva ni nikoli poskušala dobesedno ustvariti čim več vojaške moči.
Lahko se temu približate, če pogledate nazaj na drugo svetovno vojno in neverjetno količino vlaganj, ki so šla v proizvodnjo orožja. Kaj šele milijoni mož, ki so jih mobilizirali za boj. Ampak večina vojn je precej bolj zmernih od tega. Kremelj, na primer, po svojih najboljših močeh skuša na domači fronti prikazati, da je vse po starem. Seveda to ni popolnoma učinkovito, vendar je dovolj prepričljivo, da nekateri temu preprosto sledijo. Medtem pa v Združenih državah, če nikoli ne bi pogledali cen goriva in ne bi okropili poročil, sploh ne bi vedeli, da v Iranu poteka vojna. Bistvo je, da resnična, dejanska različica pričakovanega izida ni preprosto narisana na zemljevidu. To je rezultat mesecev načrtovanja, poskusov razumevanja, kaj vojaško deluje in zavedanja resničnih stroškovnih kompromisov, ki jih prinaša ena ali druga strategija. Kar na koncu izbereš, je odvisno od tega, kaj ti daje največ moči za najbolj razumno ceno. In opravičujem se, ker poudarjam osnovne izračune stroškov in koristi, vendar mi verjemite, da bo tukaj kmalu prišel preobrat. Kot vodja naše države so mi moji generali predali seznam vojaških možnosti. Vsaka od njih prinaša edinstveno količino pričakovanih koristi. Vsaka pa ima tudi svojo edinstveno ceno. Tako imam vrsto izračunov. Koristi minus stroški. Tvegam, da povem nekaj očitnega, vendar bi moral izbrati strategijo, ki ima največjo vrednost v tem tretjem stolpcu, torej koristi minus stroški. Preprosto, kaj ne? No, seveda, dokler ne ugotoviš, da ima vojaško prisiljevanje tudi strateško komponento. Jaz upoštevam tako svoje koristi, kot tudi svoje stroške. Moj nasprotnik pa ne upošteva mojih stroškov. On upošteva le moje koristi, ker gre pri teh koristih za ničelno vsoto. Močnejša kot je vojaška možnost, bolj se črta pričakovanega izida nagne v mojo korist. Dobro zame, slabo za mojega nasprotnika. Zdaj si morda predstavljate, da je ena od teh možnosti na mojem strateškem meniju izjemno močna. Zagotovo bom zmagal v vsem, kar je sporno, če jo sprejmem. Seveda bi rad izkoristil grožnjo, da jo uporabim proti svojemu nasprotniku, da bi ga prestrašil in prisilil v pokorščino. Potem bi lahko dobil vse, kar želim, ne da bi moral plačati stroške povezane s tem. To je najboljši del uporabe palice namesto korenčka. Ko že sama grožnja deluje, je zastonj. Ena možna težava. Moj nasprotnik mora dejansko verjeti, da bom uresničil svojo grožnjo, če pogajanja propadejo. In čeprav je to zelo močna strategija, so njeni stroški še večji. Moj nasprotnik bi preprosto razkril moj blef, zaradi česar bi izpadel kot bedak. Zato je tisto, kar je res pomembno, tista možnost, ki je najboljša na mojem seznamu. Koristi minus stroški. Za zdaj je vse v redu in še vedno preprosto. Ampak poglejmo mojo izbiro z vidika mojega nasprotnika. Res mu ni všeč, ko izberem možnost z visokimi koristmi. Če se na koncu spopadeva, bo to določilo pričakovani izid. On bo uničen. In tudi če se drživa pogajanj za rešitev najinih razlik, njegova prava rdeča črta izhaja iz tega pričakovanega izida, kar pomeni, da bi lahko v najini dogovorjeni poravnavi iz njega iztržil več. V redu, zdaj lahko preidemo na res čuden del. Predstavljaj si, da imam v naboru možnosti samo dve izbiri. Delni ukrep in celovit ukrep. Celovit ukrep je po definiciji močnejši od delnega ukrepa. Več koristi je povezanih z njim. Nasprotno pa bo polovičen ukrep prinesel manj koristi. Prav tako je lahko počasnejši pri doseganju teh rezultatov, kar povzroča frustracije pri vseh, ki opazujejo dejavnost. Več o tem čez minuto. Pomislite, katerega bi izbral glede na strošek polovičnega ukrepa? Neto vrednost mojega polnega ukrepa se ne spreminja glede na strošek polovičnega ukrepa, zato je to le ravna črta. Vrednost mojega polovičnega ukrepa se očitno zmanjšuje s stroškom, zato je padajoča. In razen v trivialnem primeru, kjer je brezplačen polovični ukrep še vedno slabši od polnega ukrepa, obstaja neka cena, pri kateri preklopim z enega na drugega. Pod kritično mejo raje izberem polovični ukrep. Nad to mejo pa raje izberem polni ukrep. Če ne bi živeli v strateškem svetu, bi mi bilo seveda najbolje, če bi imel brezplačen polovični ukrep. Ali bi še vedno raje izbral polni ukrep? V tem primeru je to vprašanje nepomembno. Ali pa bi raje izbral polovični ukrep in bi ga dobil, ne da bi moral plačati niti centa. Ampak pomislite, kakšen je končni izkupiček mojega nasprotnika kot funkcija mojih stroškov za polovični ukrep?
Pod točko preloma izvajam polovični ukrep in mojega nasprotnika to ne prizadene bistveno. Nad točko preloma zdaj izvajam strožji polni ukrep in moj nasprotnik je prestrašen. Njegova spodnja meja nenadoma strmo pade. Enaka nenavadnost se pojavi, če na to pogledamo kot na funkcijo moči polovičnega ukrepa. V netrivialnem primeru, ko je korist majhna, raje izberem polni ukrep. Ko pa se korist poveča, na neki točki preidem na to, da raje izberem polovični ukrep. Spodnja meja mojega nasprotnika je še vedno čudna. Ko raje izberem polni ukrep, je še vedno zelo nizek. Ko preidem na to, da raje izberem polovični ukrep, da prihranim stroške, spodnja meja mojega nasprotnika nenadoma močno poskoči. Nato se zmanjša, ko iz mojega vidika še dodatno povečujemo moč polovičnega ukrepa. Opozorite še, da se ta učinek pojavi tudi, če slabši polovični ukrepi vplivajo tudi na kakovost celotnega ukrepa. Naprimer, če poleg blokade pošljem še vojake na teren, dokler celotni ukrep ni prizadet v enaki meri. Torej, ne glede na to, kako pogledamo, imam lahko več pogajalske moči pri izsiljevanju nasprotnikovih popuščanj, kadar je moj polovični ukrep slabši, kot če je boljši. Biti povprečen pri polovičnih ukrepih je morda slabši položaj, kot če si v njih naravnost slab. In razlog je preprost. Slabi polovični ukrepi naredijo moje polne ukrepe verodostojne. Zdaj, kolikor lahko nadzorujem ponudbe, ki se izmenjujejo za pogajalsko mizo, to pomeni, da lahko dosežem boljše pogajalske dogovore. Ampak naj bom jasen, če bodo pogajanja propadla, me bodo še slabši polovični ukrepi postavili vsaj tako slab položaj kot prej. Enako velja, če je moj nasprotnik tisti, ki lahko narekuje predloge. Druga stvar, ki jo je vredno dodati tukaj, je, da sem se pretvarjal, kot da se nasprotnikovi stroški ne spreminjajo glede na mojo strategijo. V resnici celoten ukrep običajno povzroči večje stroške tudi nasprotniku, kar ta učinek dejansko še okrepi. Če se vrnemo k Iranu in Ukrajini, sta dve smiselni misli, ki nam jih predhodna razčlemba pomaga razumeti. Prvič, kot opazovalcem, ki večinoma spremljamo te konflikte in neposredno občutimo le majhen del njihovih stroškov, nam to pomaga razumeti, zakaj na obeh frontah prihaja do skromnega napredka. Če bi Putin menil, da je na primer njegova polovični ukrep s pogodbenimi vojaki manj učinkovita ali šibkejša, ne da bi se to trenutno dogajalo, bi se soočil z nekaj alternativami. Ena možnost bi bila razširitev vojne s popolno mobilizacijo. Druga možnost bi bila, da preprosto odneha. Tretja možnost, o kateri prej nismo razpravljali. To kaže znak šibkosti in povečuje možnosti, da bo s Putinom konec. Vendar to verjetno ni pravi način, da bi na to gledali. S tem bi tvegal lastno varnost, da bi še dodatno povečal pritisk na Ukrajino. To je nasplošno slabo za Kijev, čeprav je jasno, da zaradi tega to celotni situaciji daje veliko več pogajalskega vzvoda. Medtem pa so se Združene države Amerike v Iranu jasno odločile zmanjšati stopnjo agresivnosti, s tem, da so končale večje zračne operacije in namesto tega prešle na strategijo blokade. Ali pa je to vsaj res, dokler izgovarjam te besede? Smo sredi stopnjujoče se spirale, tega videa pa še nekaj dni ne bom objavil. Če ste se spraševali, zakaj se je vojna tam ustavila, je to vsaj za zdaj razlog. Vrsta napredka, ki se dogaja v Iranu, se je namerno upočasnila. Če bi bila blokada dražja ali manj učinkovita, ali pa bi se v svetu zgodilo kaj, kar bi povzročilo eno od teh dveh sprememb, bi morda začeli opažati vrnitev k resni zračni kampanji ali omejeni prisotnosti vojakov na terenu. Zdaj pa postane še posebej zanimivo, ko začnemo razpravljati o vplivu slabših polovičnih ukrepov na blaginjo. Ne pozabite, korist tam nastane, ko lahko z grožnjo popolnih ukrepov iz nasprotnika iztržite več v mirni rešitvi. Očitno so vse prej omenjene strani v vojni, tako da se to ne dogaja. Vendar je mogoče, da bi se pogajalska trenja odpravila, če bi bili strožji ukrepi verodostojni in bi res prešli iz vojne v mir. Naprimer, če Iran ne bi bil prepričan, kako se bo odvijala blokada, a bi natančno vedel, kaj se bo zgodilo v običajni oboroženi vojni, potem bi polovični ukrep sam prispeval k pogajalskemu problemu. To tudi pomeni, da lahko povečate stroške vojne za ZDA, hkrati pa zmanjšate verjetnost vojne, o čemer je moj akademski alter ego nekoč pisal. Kljub temu polovični ukrep ostaja učinkovitejša možnost za Združene države, zato smo obtičali pri tej možnosti. In čeprav je bilo to v primeru Irana povsem hipotetično, se zdi, da postaja v Ukrajini vse bolj resnično. Rusija bo morda kmalu spremenila svojo strategijo, kar bo povzročilo številne posledice drugega reda. Pripravite se.
Torej, kakšne so naše ključne ugotovitve za danes? Vojske imajo na voljo več možnosti, med katerimi lahko izbirajo. Najboljše med temi možnostmi oblikujejo pričakovani izid vojne. Spreminjanje ocen teh možnosti vodi do zapletenih strateških interakcij. In možno je, da te slabše izvajanje ene strategije nasplošno postavi v boljši položaj. Še enkrat hvala mojemu najljubšemu popolnemu ukrepu Ground News za sponzorstvo današnjega videa. Obiščite ground.news/lines on maps ali skenirajte QR kodov na vašem zaslonu in izkoristite fantastičnih 40% popusta na načrt Advantage. Prav tako hvala Miku Ermanu Trotu za njegovo pomoč. Če veš, veš. In če ne veš, morda vseeno uživaš v današnjem videu, lahko pa všečkaš, deliš in se naročiš. In se vidimo jutri. Pazite nase.